so ljudje mu vzeli imena? Tu je strah utišal besede. Tu je bila svoboda daleč. A upanje ni izginilo. Dobrota je preživela. Mir se začne pri človeku. Spomin nas uči človečnosti. Vrata taborišča so se zaprla, vrata spomina pa morajo ostati odprta. Da se nikoli več ne ponovi. Kraji, kot je Ljubelj, ne pripovedujejo zgolj zgodovine. Opozarjajo nas, kakšne posledice nastanejo, ko sovraštvo, nestrpnost in teptanje človekovega dostojanstva prevladajo nad človečnostjo. Spoštovane tovarišice, spoštovani tovariši, dame in gospodje, cenjeni gostje, predstavniki veteranskih, domoljubnih in humanitarnih organizacij, dragi prijatelji spomina. Dobrodošli na spominski slovesnosti na Ljubelju, kraju trpljenja, nečlovečnosti, pa tudi poguma, vztrajnosti in upanja. Zbrali smo se na mestu, kjer so med drugo svetovno vojno tisoči internirancev različnih narodnosti prestajali nepredstavljive stiske in bili prisiljeni graditi predor skozi Karavanke. Danes se ne zbiramo le zaradi zgodovine. Zbiramo se zaradi odgovornosti do resnice, do spomina na žrtve in zaradi dolžnosti, da vrednote človekovega dostojanstva, svobode, miru in medsebojnega spoštovanja prenašamo na prihodnje rodove. Zato vabim
k besedi župana, gospoda Petra Mikliča, ki svojo občino skrbi, da spomin na trpljenje, pogum in človečnost ne zbledi. Prav v Tržiču so domačini v najtežjih časih pomagali taboriščnikom in dokazali, da je človekovo dostojanstvo močnejše od nasilja. To dediščino Tržič ohranja še danes. Gospod župan, beseda je vaša. Spoštovani, najprej, da vas pomirim, tale veter je bil samo scenski dodatek in ne bo nam nič odnesel. Spoštovana direktorica Amnesty International Slovenije Nataša Posel, spoštovani predsednik Zveze združenja borcev Marjan Križman, predstavniki francoske organizacije Amical de Mauthausen iz mesta Saint-Marie-aux-Mines, cenjeni diplomatski zbor, poslanke in poslanci, drugi predstavniki Republike Slovenije, naši prijatelji iz pobratenih mest in seveda Tržičanke in Tržičani. Prav je, da spoštujemo in negujemo to lepo tradicijo, da se tu na tem mestu skupaj spomnimo grozot, ki so se tu dogajale, in hkrati poklonimo neuklonljivi volji, da se ohrani človečnost in vera v boljši jutri. Spomin in zgodovina imata izjemno pomembno vlogo. Brez spomina na zgodovinske dogodke težko prepoznamo, kaj se v družbi v danem trenutku resnično dogaja. Brez spomina in poznavanja zgodovine ne prepoznamo signalov, ki nas opozarjajo. Preteklosti res ne moremo popraviti, lahko pa v sedanjosti na podlagi preteklosti ravnamo drugače in tako gradimo lepšo prihodnost. Kraji, kot je ta, so namenjeni temu, da se priprašamo, kako je bilo kaj takega takrat pred 80 in več leti sploh mogoče. Kako je lahko nekdo prišel na idejo, da bi tako nečloveško ravnal z ljudmi? Zakaj smo ljudje zagrešili take nepredstavljive zločine? In čeprav smo se v tej banalnosti zla že veliko naučili, se žal spet z bojaznijo v srcu sprašujemo, ali se kaj takega lahko celo ponovi. Sprašujemo se, kaj se je zgodilo s svetom, družbo, da je to ne le postalo možno, temveč se tudi dejansko dogaja. In je to pravzaprav vsakodnevna realnost. Zato se velik del pogovorov tudi na takih mestih, ki so posvečeni spominu, vrti okoli sedanjosti, vojen, propagande, umetne inteligence in militarizacije tehnologije in vse večjega razčlovečenja javnega prostora. Tudi zato ob spominjanju na tem kraju v zadnjih letih čutimo veliko zaskrbljenosti. Zgodovina ni nevarna samo takrat, ko jo pozabimo, ampak tudi takrat, ko jo začnemo ponastavljati in poenostavljati. Dejanja, ki so vredna obsodbe, se skušajo umestiti v nekakšen moralni ali zgodovinski kontekst, ki se upravičuje na podlagi zgrešenih pravnih formulacij ali celo nekakšnih mitov in legend. In na to nepredstavljivo postane mogoče. Žrtve postanejo spet le številke, ki pa v poplavi ostalih informacij že v nekaj minutah utonejo v pozabo. Izgubijo se v množici reklam, instant nasvetov za boljše življenje, novicah, ki nas slepijo z lažnimi obljubami pod krinko resnice. V našem krasnem novem svetu je vojna postala mir, svoboda in suženjstvo, nevednost pa moč. In zato namesto obsodbe sledi sprijaznjenost. Sprijaznjenost, da interesi velikih pač prevladajo, vsi ostali pa smo lahko le nemi statisti. In kar je najhuje, se skuša to celo upravičevati. Vendar je vsako iskanje upravičila za zločine neupravičljivo.
Letos praznujemo 60 let pobratenja med San Marijo Minom in Tržičem. Prijateljstva med prebivalci obeh mest. Dveh mest z enim srcem, ki bije za enake vrednote. Vse skupaj se je začelo ravno v teh grozotah in bridkostih, ki so se dogajale na tem in podobnih krajih. In na krilih plemenitosti, solidarnosti, človečnosti, ki se kljub trpljenju nikoli niso zlomila. Pristno prijateljstvo med našima mestoma je tisti gradnik, na katerem temelji naša samozavest, da lahko skozi izzive našega časa izidemo še močnejši. Kljub temu, da trenutno niso najbolj prijazni. Vojne, za katere smo mislili, da se nikdar ne bodo ponovile, divjajo na robu Evrope. Vse skupaj se prenaša v naše vsakdanje življenje, naše skupnosti, kjer se srečujemo z novimi izzivi, novimi kulturnimi pogledi, novimi idejami, kako urediti naša življenja. Ne glede na to, ali živimo v majhnih ali velikih državah, v centru Evrope ali na obrobju, stari ali novi demokraciji, se soočamo s podobnimi težavami. S krizo vrednot, z migracijami, s populizmom, gospodarskimi in socialnimi krizami. Zato hvala vsem, ki se vsako leto zberemo na tem mestu in ohranjamo ta spomin, ki ne sme in ne bo zbledel. In hkrati ob spominu ohranjamo tudi vero v boljši jutri. Če verjamemo zgodovini in ni razloga, da ji ne bi, vsake toliko zmagajo dobri, ki potem svet obrnejo v pravo smer. In to je smer, kamor smo zazrti tudi mi. In zato nas ni strah, zato gremo pogumno naprej, ker smo na pravi strani. Hvala.
K besedi vabim predstavnico francoske organizacije Amical de Mauthausen iz mesta Saint-Marie-aux-Mines. Letos je sporočilo še posebej pomembno, saj praznujemo 60 let pobratenja med našima mestoma, povezanima s spoštovanjem zgodovinskega spomina in evropskega prijateljstva. Prosim. Dober dan, mesdames, dober dan, messieurs. Je suis Catherine Pocheton, fille de Baptiste Chevalier, matricule 89271. Sem Catherine Pocheton, hči Baptista Chevalier, 89271. Moj oče, pripadnik odporniškega gibanja, je bil junija 1944 deportiran v Dachau, nato v Mauthausen in zatem na Ljubelj, v blok 3. Skupaj s svojim dolgoletnim prijateljem, Žanom Efjejem, sta bila s svojimi tovariši določena za gradnjo predora. Prav na tem mestu, kjer smo danes zbrani, so številni nesrečni možje trpeli neizprosno krutost svojih mučiteljev. Na številnih komemoracijah, ki sem se jih udeležila skupaj z očetom, sem bila privilegirana priča njegovemu pretresljivemu in ganljivemu pričevanju. Oče pripoveduje: nekega dne sem med zborom na Apelplacu v Skalovju nad seboj opazil premikanje kakšnih 10 gamsov. Spomnili so me na mojo rodno Savojo. Veselje, ki se je za hip zrcalilo na mojem obrazu, pa je hitro ugasnilo, saj ni ušlo Karlovemu pogledu, tistemu, ki so mu pravili tetovirani. Drugi blaznež je pristopil od zadaj in me silovito brcnil v križ. Zdelo se mi je, da mi je zlomil hrbtenico. Od tistega trenutka dalje sem postal tarča taboriščnega kapa. Dnevi so prinašali nove in nove udarce, silovite klofute, sunke, skopiti pušk v ramena, udarce s palicami po nogah, meni pa tudi mnogim drugim. Temu nasilju so se pridružili še dolgi in izčrpavajoči dnevi dela v predoru, lakota, poniževanja, žaljivke, neskončne ure na Apelplacu, umazanija ter vremenske razmere, ki so nam bodisi žgale kožo, bodisi ledenile kosti. Vse je bilo skrajno, vse je prežemalo nasilje. Svojih mučiteljev smo se bali in jih prezirali, teh genijev zla, ki niso nosili ne mask, ne kapuc, teh ljudi v službi nacističnega režima. 16. maja 1945 se je na Apelplacu osrednjega taborišča zbrala množica deportirancev. Predstavnik vsakega naroda je v svojem jeziku prebral Mauthausensko prisego. Le svet, zgrajen na novih temeljih pravičnosti, lahko prinese mirno sodelovanje med državami in narodi. Nikoli ne bomo pozabili velikih žrtev vseh narodov, iz katerih se je rodil ta novi svet. Pa vendar so mučitelji, tirani in drugi plenilci še vedno med nami, še vedno skušajo vsiljevati svojo voljo in slavijo svojo moč. Toda odpor živi. To je boj žensk, otrok in moških, ki se včasih le z malo sredstvi še vedno in vedno znova upirajo barbarstvu in tiraniji, ter se borijo za svoboden, solidaren in pravičen svet, za svet, ki ljudem zagotavlja dostojanstvo in mir. Upajmo, vsi skupaj, da bomo nekoč v vseh jezikih sveta končno lahko izgovarjali besedi mir in svoboda. Hvala. Bien sûr, ce n'est pas la scène, ce n'est pas la voix devant scène, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, à Göttingen. Pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente, qui se traîne. Mais l'amour y fleurit comme même à Göttingen, à Göttingen.
Tu savais mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann Pittel Gaius à Göttingen, et que personne ne les offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence à Göttingen. Bien sûr, nous avons la scène et puis notre bas devant scène. Mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Nous avons nos maths emblèmes et la maîtrise de Varlaine. Et c'est la mélancolie même à Göttingen, à Göttingen. Comme ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même à Paris ou à Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps de zèle et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait répondre aux arbres, mon corps versera toutes les larmes à Göttingen, pour Göttingen. La 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 la. Mon cœur versera tous les larmes pour Göttingen, pour Göttingen. Sprava je mogoča tudi s pomočjo kulture. Spravo med Nemčijo in Francijo s pomočjo kulture najbolj zaznamuje šanson Göttingen, ki ga je napisala in leta 1964 tudi prvič zapela pevka šansonov Barbara. V nadaljevanju današnjega programa vabim k pozdravnemu nagovoru predsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, tovariša Marjana Križmana. Zveza s svojim delovanjem ohranja spomin na odpor proti okupatorju, preko koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pa daje glas tudi civilnim žrtvam, katerih trpljenje nas opominja na pomen miru, človekovih pravic in dostojanstva. Tovariš Križman, prosim. Dobar dan, želim vsem skupaj. Spoštovani gospod župan, spoštovane ekscelence veleposlaniki, spoštovani poslanci in seveda vsi vi, ki se vam iz srca zahvaljujem, da ste si danes vzeli čas in se prišli pokloniti tu žrtvam, nedolžnim in vsem tistim, ki so preživeli, a vendarle bili zaznamovani. Župan je imel prelep govor, čudovit govor. Župan, čestitam vam, res izjemno poglobljen govor. Zapomnil sem si veliko stvari, ena me je najbolj spodbodla k pozitivnemu razmišljanju in sicer, da bi nam vladali dobri ljudje. Dragi moji, v svetu nam manjka dobrih ljudi. Manjka nam dobrih voditeljev, manjka nam tistih, ki vidijo veliko bolj naprej, kot samo tisti, ki jih zanima kapital, trenutne funkcije in vse tisto, kar prinese, seveda ošabnost, ukazovalnost in vse tisto, kar prinese skrajnost.
Mi v Zvezi borcev zavračamo odpiranje vrat Izraelu. To morate vedeti. Pa naj se kdorkoli na glavo postavi, ampak genocidnim ljudem, tistim, ki so dejansko zločine povzročili, se jim dobrikati, se delati, kot da se nič ne zgodilo, nas zelo, zelo skrbi. Mi smo tisti, ki negujemo vrednote narodno-osvobodilnega boja, da ne bo pomote, vrednote. Vrednote niso samo boj, ubijanje, vrednote so tudi čast, tovarištvo, poštenost. Vse to je tisto, kar nas skrbi v tem svetu. Ko smo tu bili lani, je divjalo v svetu približno 55 vojn, danes jih krepko čez 60. Kam nas to vse skupaj pelje? In ne pozabimo na žrtve, ne pozabimo na trpljenje in ne pozabimo svoje zgodovine, zato da ne bomo zašli v bodočnosti, da ne bomo vedeli, s kje prihajamo in kam gremo. To je naš cilj, da spominjamo na to, da so vojne zavržne. Vojne so trpljenje. In bi vam rad povedal samo en primer dobre prakse. Naš spomenik Osvobodilne fronte je v Rožni dolini. To sem že nekajkrat povedal. V Rožni dolini, na hiši, v kateri domuje nemško veleposlaništvo. Kako zelo lepo nemška veleposlanica skrbi za ta spomenik, bi vam rekel, da marsikdo od naših, ne vem, če bi tako dobro izvedel tega dela. Jaz se ji v tem trenutku iz tega mesta zahvaljujem, kajti naša povezanost prav skozi spomenik Osvobodilne fronte, ki se je uprl tistim, ki so zasužnjili Slovenijo in takratno Jugoslavijo, je naš glavni spomenik. In gospa veleposlanica za ta spomenik tako vzorno skrbi in skupaj z mano in s predsednico države ob dnevu 27. aprilu položimo venec in se spominjamo časov, ki so bili pač taki, kot so bili, a vendarle tisti časi so minili. Danes se ne smemo več gledati preko, kot bi rekli po vojaško, nišana puške. Čas je za to, da prijateljujemo, da iščemo boljše življenje za vse nas in da ustvarjamo boljši in lepši svet. S tem bomo tudi nadaljevali. Le tako bomo mogoče zasenčili tiste, ki mislijo, da se svet vrti samo okrog denarja in okrog njih. Svet se vrti, tako kot je rekel župan, okrog dobrih ljudi. Vendarle še več jih mora biti in večkrat morajo priti na oblast, zato da bojo odprli to okno napredka, demokracije in vsega tistega, kar si ljudje želimo. In še nekaj. Tisto, kar smo si priborili, mi, Slovenci, če hočete, v loku zgodovine od generala Maistra, Tigra, partizanov in seveda osamosvojiteljev za Slovenijo, tega ne bomo zapravili, zaradi tega, ker nekateri mislijo, da lahko s Slovenijo delajo tisto, kar se njim zdi. Tega ne bomo dopustili. To je naš moto in še nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno. Tukaj v Tržiču, tako kot župan oziroma občina, muzej vzorno skrbi za ta spomenik. Če ga pogledate, ni tako majhen, to je veliko področje in jaz se moram iz srca še enkrat, čeprav to naredim vsako leto, ampak z največjim veseljem. Hvala gospod župan vam, hvala vašim službam, muzeju in vsem, ki skrbite za to, da smo tu, da je to področje urejeno in da ta spomin na težke čase ne zbledi in da ostane v naših spominih. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi vam, spoštovane in spoštovani. Spomin ni samoumeven. Ohranjajo ga ljudje, ki svojim znanjem, predanostjo in dolgoletnim delom skrbijo,
da zgodbe preteklosti ostajajo žive tudi za prihodnje rodove. Zato je prav, da se ob tej priložnosti zahvalimo posameznikom, ki so s svojim delovanjem pomembno prispevali k ohranjanju zgodovinskega spomina in vrednot človečnosti. Zveza Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije bo zato podelila priznanje. Priznanje bo predsednik Zveze Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, tovariš Križman, podelil skupaj s predsednikom Koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja Janijem Aličem. Zlato plaketo Zveze Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije prejme domačin Jure Jerkič, predsednik Združenja borcev NOB Tržič. Svojo zavzetostjo skrbi ne le za ta pomemben prostor spomina pod Ljubeljem, temveč tudi za ohranjanje zgodovinskega izročila in spoštovanja do preteklosti v teh čudovitih krajih pod Karavankami. Čestitke in hvala za podelitev. Počivaj jezero tihati in listje rahlo mi šumi. Ob jezeru tam v temni noči mlad partizan molči stoji. Ob jezeru tam v temni noči mlad partizan molči stoji. Obljubo deklica je dala, da bo čakala tisti dan, ko bo svoboda zasijala, ko se povrne partizan, ko bo svoboda zasijala, ko se povrne partizan, ko drugo leto borbe mine, prejela draga pisemce, da partizanu vrh planine prebila krogla je srce, da partizanu vrh planine prebila krogla je srce. Počivaj jezero tihati in listje rahlo mi šumi. Na dnu samotnega jezera dekle nesrečno mirno spi. Na dnu samotnega jezera dekle nesrečno mirno spi. Manj kot ljudje.
razčlovečeni, brez osebne identitete. Zgolj številke v destruktivnem sistemu, pripeljani iz celotne Evrope. Nemci, Avstrijci, Italijani, Danci, Čehi, Norvežani, Luksemburžani, Nizozemci, Arabci, Romi, Grki, Belgijci, Švicari, Židi, Poljaki, Rusi in več kot polovica francoski politični zaporniki. Oropani družine, oropani imena, identitete, upov in prihodnosti, premraženi, lačni in prestrašeni, so bili kot živina pripeljani v njim neznane kraje. Koliko moči je potrebne, da se posameznik v takšnih okoliščinah ne zlomi, da preživi? V množični industriji smrti so le številke. Brez človeške vsebine, brez spola, starosti, brez upov in svojih obrazov. Le podobe nekaterih številk so vtisnjene v liste zgodovine. Ne vem, ali je bil ta mladenič na sliki Poljak, Žid, Slovenec, Čeh, Srb, Anglež, Francoz ali Rus. Ne vem, kako mu je bilo ime. Ne vem, ali je imel dekle, morda otroke, ženo. Ne vem, kaj je delal, kot je hodil. Ničesar ne vem o njem. Le to, da je bil številka. Eden od tisočev, ki so prihajali skozi ta vrata, označena z Arbeit macht frei, bili ponižni, pridni, čisto pokorni, kot je veleval nov red. In da se nikoli ni vrnil v prostost, v navadni, človeški obliki.
Moje pleme ne sliši več svobode, ne razpoznaje, ne vidi je, ko ga objame. Moje pleme misli, da je počasno ubijanje teles in duš naravno. Samo včasih, ko za hip začuti ozon, otroštvo v sebi, se za hip obrne, strese sebe to moro, te verige, otresi potno čelo, se obrne in zaspi. To je pesem pesnika Tomaža Šalamuna. In prav zato, ker naše pleme včasih spi, se vedno znova postavljajo spomeniki, kot je tukajšnji na Ljubelju z močnim imenom Obtožujem. Na kraju, ki nas opominja, kam lahko pripelje ta izključevanje in teptanje človekovega dostojanstva. Je še posebej dragocen glas tistih, ki človekove pravice zagovarjajo vedno in za vsakogar. K slavnostnemu nagovoru vabim dolgoletno borko za človekove pravice, ki svojim delom dokazuje, da vrednote splošne deklaracije človekovih pravic niso stvar trenutnih interesov, temveč trajna zaveza človečnosti, pravičnosti in miru. Spoštovana gospa Nataša Posel, direktorica Amnesty International Slovenije, prosim, beseda je vaša. Spoštovani župan občine Tržič, gospod Peter Miklič, spoštovani visoki gostje, spoštovane predstavnice in predstavniki lokalne skupnosti, spoštovane predstavnice in predstavniki združenj in odborov žrtev vojnega nasilja ter veteranskih organizacij, predstavniki diplomatskega zbora, spoštovani gostje iz tujine, svojci taboriščnikov, drage borke in borci, tovarišice in tovariši. V veliko čast mi je, da vam lahko danes spregovorim ob obeležitvi osvoboditve koncentracijskega taborišča Ljubelj, edinega nacističnega koncentracijskega taborišča pod vodstvom SS-a v Sloveniji. Danes tukaj odpiramo srca spominu in se poklanjamo približno 1800 žrtvam nacističnega režima, internirancem, jetnikom, ki so ne le s prisilnim, ampak mučeniškim delom zgradili predor. Izvzeti iz vsakršnega sistema pravne države so bili deležni nepredstavljive brutalnosti, stradanjem, izpostavljenostjo nizkim temperaturam gorskih zim, z neprestanim nasiljem in mučenjem ter strahom pred smrtjo so jih poskušali razčlovečiti in njihovo bivanje zreducirati na golo bolečino in strah. Danes tukaj odpiramo srca hvaležnosti. Jetniki, pa tudi civilni, najeti delavci, za katere je bilo delo prav tako prisilno in razmere podobno hude kot interniranske, so nam postavili nov mejnik moči duha. Vsem nam, ki smo danes tukaj v lepem vremenu, oblečeni in siti, nam je nepredstavljivo, da je bilo možno zdržati in preživeti 12-urne izmene v razmerah, ki so imele cilj uničiti skozi delo. Med gradnjo predora in zaradi usmrtitev je umrlo 40 jetnikov. Tudi mnogi, ki so jih zaradi oslabelosti vračali v matično taborišče v Mauthausen, niso preživeli. A vsako preživetje teh nečloveških razmer, in bilo jih je preko 900, je pomenilo nepredstavljivo moč človeškega duha, ki nikoli ne bi smela biti na preizkušnji na tako surov način. In nov pomen človečnosti in solidarnosti je dalo tudi civilno prebivalstvo. V edinem koncentracijskem taborišču na slovenskih tleh se je zgodilo nekaj, kar se pri nobenem na avstrijskih in nemških poročanjih ni. Solidarnost lokalnega prebivalstva. Internirancem so pomagali pri pobegih. Na skoraj 2 kilometra dolgi poti so jim dajali hrano, zdravila, pisma domačih. Ob prepovedi komunikacije civilnega prebivalstva z jetniki
je bila vsakršna taka pomoč državljanska nepokorščina, dejanje upora, ne le proti pravilom, ampak proti sistemu nečlovečnosti in uničevanja. Vsako tako dejanje je pomenilo tveganje, ki bi lahko vodilo pogubo, a vsako tako dejanje upora in solidarnosti je vsakič, prav vsakič pomenilo preživetje, tako s hrano kot z upanjem, ki ga je ta solidarnost vsakič znova vlila. In tej solidarnosti, temu pogumu se danes globoko poklanjamo. A danes smo tukaj ne le v spomin in poklon, temveč tudi v opomin. Danes vemo, da so vzpon nacizma in kmalu zatem holokaust omogočili in podpirali zakoni, institucije, industrija, vlade in mnogi navadni ljudje. A čeprav je mednarodna skupnost po vojni kričala nikoli več, je danes človečnost ponovno na preizkušnji. V preteklem letu, kot je gospod Križman povedal, je bilo število vojnih konfliktov največje po drugi svetovni vojni. Ukrajina in Sudan sta le dva med mnogimi. Mednarodna skupnost še vedno zgolj opazuje, kako Izrael nadaljuje z genocidom v Gazi in etničnem čiščenju na Zahodnem bregu. In ponovno, tudi danes, genocid in etnično čiščenje podpirajo institucije, zakoni, industrija. Podpirajo jih vlade, sporazumi in pogodbe in mnogi navadni ljudje. In zavračamo, da se je tej podpori pridružila tudi slovenska vlada. Morda pojasni, nikakor pa ne pomiri dejstvo, da je število avtokratskih ureditev v svetu prvič po 20 letih preseglo število demokratičnih držav. V slednjih demokratičnih živi le četrtina svetovnega prebivalstva. Žal se je tudi Slovenija v zadnji mednarodni analizi znašla na seznamu držav, ki so v procesu slabitve demokracije in drsijo v avtokracijo. In kateri so primeri avtoritarnih praks, s katerimi oblasti centralizirajo moč in širijo oblast preko svojih meja v svetu in doma? Utišanje kritike s prepovedjo protestov, napadi na akterje civilne družbe, novinarje in medije, preplavljanje z lažnimi informacijami, šibitev osnovnih javnih storitev, kot sta zdravstvo in izobraževanje, demoniziranje in iskanje grešnih kozlov v najbolj ranljivih manjšinah, kot so migranti in Romi, vzpostavljanje strahu in slabitev nadzora nad oblastjo, uporaba tehnologije in algoritmov, ki v družbenih omrežjih krepijo sovraštvo in delitev, pri tem pa so viri objav ali strupenih komentarjev osebe, ali pa so to naročniki oziroma plačniki. Samo v zadnjih mesecih smo tudi v Sloveniji doživeli sprejetje 2 omnibus zakonov v hitrih, skrajšanih postopkih, ki nista omogočala participacije javnosti, ki jih zakoni zadevajo. Le nekaj dni nazaj smo videli grožnjo predstavnikom civilne družbe s parlamentarnimi preiskavami kot odziv na njihovo zgolj aktivistično delo strani zdaj člana vlade in hkrati zakonsko prikrojevanje parlamentarne preiskave v politično policijo izven sistema pravne varnosti, ki bo postopek lahko uporabljala za ustrahovanje in maščevanje aktivistom in drugim. To je še en primer avtoritarne prakse, ki ne bi smel imeti mesta v demokratičnem prostoru. V civilni družbi si prizadevamo preprečiti uveljavitev zakona o parlamentarni preiskavi oziroma politični policiji skozi referendum in danes vas vse vabim, da k temu date svoj glas. Avtoritarni ukrepi vedno koristijo samo eliti moči in kapitala. Ne dvomim pa, da imamo posamezniki, ki zagovarjamo in verjamemo v pravičnost, enakost in dostojanstvo za vse, v svetu večino. Zato mora biti naša naloga, da človečnost, enakost in dostojanstvo za vse postanejo tudi ustavna večina v naši globalni skupnosti, ki bo lahko ščitila naše skupne vrednote. In to velja tudi za Slovenijo. Kot so se domačini na tem mestu z dejanji solidarnosti in v resnici upirali okupaciji in vojni, se moramo tudi mi vsi upreti avtoritarnim praksam, kar so bila za preživetje jetnikov tukaj v Ljubelju, jabolka, kruh, pisma domačih, se v sedanjem času so dejanja informiranja, vključevanja, mobiliziranja, organiziranja, participiranje pri javnih zadevah, tudi na volitvah in referendumih. Vsi mi tukaj na Apel placu, kamor so vsako jutro poklicali jetnike in povsod drugod, se moramo počutiti poklicane, da solidarnost in pogum še naprej krepimo, da še naprej ščitimo javno dobro, ki to solidarnost institucionalizira, svobodo izražanja in neodvisnost medijev, javno zdravstvo in šolstvo,
enakost za vse. Ker človečnost mora zmagati. Hvala. Vsak človek v mozaik človeštva položi svoj kamenček. Nekateri so komaj opazni, drugi pustijo globlje sledi, a šele skupaj ustvarjajo podobo sveta, v katerem živimo. Tragedije, kot so holokavst, preganjanje, taborišča, poboji in vojne, se ne začnejo z velikimi dejanji, temveč z drobnimi koraki nestrpnosti, predsodkov in brezbrižnosti. Prav zato se tudi mir, svoboda in človekove pravice začenjajo v vsakdanjih odločitvah posameznika. Preden se poslovimo, spoštovane in spoštovani, ob končnem nastopu osnovnošolcev in sestave orkestra Slovenske vojske, se želimo zahvaliti vsem, ki so kakorkoli pripomogli k izvedbi današnje slovesnosti. Hvala vsem praporščakom, orkestru klarinetistov Slovenske vojske in trobilni zasedbi ter gardi Slovenske vojske.
Hvala učenkam in učencem osnovne šole Bistrica. Z nami so bili Hanna Muratovič, Evita Švab, Vasja Zalogar, Nica Škufca, Gal Perko, Mila Rakovec, Lara Komac ter učiteljica Iris Zavelcina in pomočnica ravnateljice Andrejka Kramar. Hvala glasbeni šoli Tržič, violončelistki Ajdi Roblek, klarinetistki Nevi Peternel, mentorjema Robertu Bonetu in Niki Peternel ter korepetitorki Carini Marinkovi Kranjčan. Hvala Tej Poljanšek, Tomažu Štularju in Marku Mozetiču. Hvala recitatorki Anici Horvat. Vsem, ki so pripomogli pri izvedbi slovesnosti, od občine Tržič, Združenja borcev Tržič, domačim tržiškim gasilcem, ekipi TV Medvode ter seveda ekipi Tržiškega muzeja, ki upravlja s taboriščem in poskrbi za urejenost spominskega prostora. Ko bomo danes zapuščali ta kraj spomina pod Karavankami, odnesimo seboj več kot le spomin na preteklost. Odnesimo zavezo, da bomo v svojem času in v svojem okolju vedno znova izbirali tisto, kar je dobro, kar je pravično in človeško. Kajti spomin ni obrnjen v preteklost. Spomin je luč, ki osvetljuje pot v prihodnost. Pred koncem pozdravimo odhod praporščakov. Dom. Lakota. Strah. Mraz. Pogum. Upanje. Svoboda. Mir ni samozavesten. Spominjamo in mi vsi smo lastniki miru.